Kriza je bila, ne? Ja. Klet je bila polna. Pol manj proizvodnje, 9-krat več etiket, ne? Quercus je iz nula zrasla v blagovno znamko, ki je v tem trenutku na slovenskem trgu najbolj prodajano vino. 60% celotnega izvoza v Združene države prihaja iz naše kleti. V Nemčiji je 5 primkov, ki še zmeraj nekaj veljajo, in eden od teh 5 je tudi Schumacher. In že, ko mu je sodelavec nosil ta kozarc, je že mi huzlavo. A vidiš, da znak visi? Kaj se ti zdi, da je težje? Narediti dobro vino ali prodati dobro vino? Ja, dobro vprašanje. Lepo zdrav, dobrodošli v novi epizodi našega podcasta Strategije odličnosti. Z nami je danes Andrej Valentinčič, vodja trženja v kleti Brda. Andrej, dobrodošel. Hvala. Kako ti kot strokovnjak za vino ali pa poznavalec vin, ko hodiš po vsem svetu, prodajaš vino, nekomu pojasniš, kaj je to vino? Oziroma, kako ta zgodba o vinu, ki je res skozi tisočletja že, kako ti pojasniš vino nekomu? Ja, jaz bi rekel, da vino je strast, predvsem strast. V nadaljevanju mogoče je hrana in še kot tretje prije kot pijača. Zakaj tako? Ker pač ob vinu in z vinom se dogajajo zmeraj, jaz mislim, da pozitivne stvari, je pozitivna energija in to je ta strast, ki jo doživljaš ob kozarcu vina. Hrana, zato ker v preteklosti je dejansko bilo vino namenjeno kot energija, kot nekomu, ki je bil delovni človek, in je uporabljal vino, predvsem tiskrat se je šlo, mi tudi zdaj propagandiramo pač ob vinu voda, ampak se dejansko se je pilo vino in voda in je bilo to kot nadomestek hrane, energije, In kot tretje je pač to seveda pijača, ki jo verjamem, da z veseljem večina ljudi tudi poskusi. Vino je pa za vse priložnosti, za vsak dan, za praznik, žalost, veselje, tako da je neka univerzalna stvar. Tako na začetku bi rad dal opozorilo vsem, to je, če nekdo tukaj, ki nas gleda, opazuje, posluša in ima kakršnekoli težave z alkoholom, da dejansko, če ste se odločili, da boste abstinirali, vztrajajte še naprej. Mi da bi rada predvsem poudarila eno kulturo pitja, in tudi mislim, da to je en vaš slogan, ko se rekel prej ob vinu voda, torej neko zmirno, kulturno uživanje, ker tudi potem se tudi ta veličina vina lahko okusi. Absolutno se s tem strinjam. Tako kot sem na začetku rekel, mi vinari, to je že iz preteklosti, je zmeraj bilo nekako vino ob hrani. Vino je neko spremljevalec človeka, in zmeraj se tudi, tako kot sem rekel že tudi prej, ob vinu je zmeraj kozarec vode. In tudi naša strategija je, da priporočamo seveda zmerno pitje, kozarec ob hrani, kozarec ob praznovanju, ampak voda je tudi zmeraj dobrodošla zraven. Bravo. Zdaj, klet Brda ima neko izjemno uspešno zgodbo. Tako nekako, ker sem prebiral in poslušal pripovedovanje, ste bili najprej 3, potem 4 mušketirji, Silvan, ti, potem Tjaša in Iztok. Vi 4, ki ste nekje naredili neko veliko transformacijo. Povej nam nekaj o tem, kaj je bilo prej, kakšne težave so se v kleti pojavile takoj po osamosvojitvi Slovenije in kako je ta izguba trga vplivala in seveda, kakšne so bile strategije, ki ste jih takrat začeli vpeljati. Ja, seveda, po razpadu Jugoslavije leta 1991 je kot tudi druge firme, tudi v kleti Brda, so nastopili težave, ker večinoma tržišča v kleti je bilo ex-Jugoslavija, se pravi Hrvaška, Zagreb, Beograd. To so šle ogromne količine vin, predvsem Merlota pa Rebule v tistem času za ta tržišča in ob razpadu tedanje Jugoslavije
je kar naenkrat nastal nek problem, kam s temi količinami vina. To se je nekako vleklo in leta 97 je bil kar izziv, oziroma Trgatov 98 je bil izziv, ker je bila klet popolnoma polna, Trgatov je bila pred vrati in je bil že izziv, kam letnik 98 spraviti. No, in takrat mislim, da se je zgodila ta prelomna zgodba, ko smo postavili neke začetke strategije. Predvsem smo se odločili, da če hočemo uspeti, moramo narediti dobro vino. In seveda dobrega vina brez pridnih vinogradnikov enostavno ni. Tako da se je vsa zgodba začela v vinogradih. Postavili smo kataster vinogradov, selekcionirali vinograde, postavili katera sorta, zelo drastično zmanjšali obremenitve. In ko smo to uspeli narediti, se je potem začela zgodba v sami kleti. Tako kot sem rekel, brez dobrih vinogradnikov ni dobrega vina, kakor tudi brez dobrih enologov ni dobrega vina. Moram pa reči, da z dobrim grozdjem lahko narediš slabo vino, s slabim grozdjem pa dobrega vina težko. Tako da ja, začelo se je v vinogradih, mi smo klasična zadruga in lahko rečem, da smo uspeli prepričati naše vinogradnike, hkrati tudi lastnike, da grejo skupaj z nami v to zgodbo. Se pravi, da se v vinogradih naredi določen rez, določene selekcije, to nam je uspelo. In na osnovi tega potem smo z dobro surovino lahko začeli graditi, oziroma prvo naredili dobro, kvalitetno oziroma vrhunsko vino in na osnovi tega potem začeli graditi blagovne znamke. Kar nam je bilo pa tudi mogoče že tiskrat jasno, je to, da smo se zavedali, da glede na to, da smo že tiskrat bili ena največjih kleti, po proizvodnji, po prodaji, po vsemu, predvsem po proizvodnji, smo se zavedali, da Slovenija je majhno tržišče, zelo plitko, in nekako smo si zadali, da verjetno brez izvoza ne bo. In zavedali smo se, kakšna konkurenca je v tujini, če pomislimo samo na regije, kot so Bordeaux, Burgundija, Toskana, potem je prihajal novi svet, Nova Zelandija, Južna Afrika, Kalifornija in tako naprej. In smo vedeli, da brez ne dobrega vina, odličnega, vrhunskega, mi tam ne bomo uspeli. In lahko rečem, da iz 0% izvoza, mogoče kak promil, se danes lahko pohvalimo z 42% izvoza. Kar nam tudi omogoča potem razvoj, nekoliko smo bolj stabilni glede na nihanje posameznih trgov, ker vemo, da včasih je na enem trgu slabše, na enem boljše in to nam ta disperzija nam potem omogoča, da nismo mogoče tako ranljivi. Je pa res, da je to tudi en izziv in to tudi problem, ker če vam povem, da včasih smo imeli 12 milijonov kil grozdja, je to pomenilo cirka 9,5 milijonov litrov vina, pa mogoče smo imeli 100 etiket, danes imamo v povprečju 5,5-6, pa verjetno jih je več kot 900 etiket. Wow. Različnih. Različnih, ker so tudi različni jeziki, verjetno. Seveda nimamo 900 različnih blagovnih znamk, ampak imamo sigurno 900 različnih etiket. Bravo. In se pravi, pol manj proizvodnje, 9-krat več etiket, kar iz stroškovnega vidika sigurno je, nekdo gleda od zunaj, se sploh sprašuje, kako je to mogoče upravljati. Ampak jaz mislim, da nam je to omogočilo preživetje in ne samo preživetje, ampak to, da smo danes tukaj, kjer smo. Tako da, ja, to je bil izziv, ki smo ga skozi 30 let nekako speljali. Na začetku, ko ste tam omenil, ko si omenil, se tikava. Tikava se, ja, seveda. Smo prišli skupaj z direktorjem Silvanom Pršoljo, Iztokom Mikulinem kot direktorjem kleti oziroma vodjo kleti in glavnim enologom takrat in Tjašo Pričinč kot vodjo FRS-ja.
in nekako še danes FRS pomeni. Vodja računovodstva in financ. Ja, če kdo ne bo vedel. Ja. Okay, odlično. Tako da ja, in moram reči, da smo še danes skupaj. Ne. Bravo, čestitam. S tem, da Iztok se je v lanskem letu upokojil. Čestitam. Ne, tako da, ja, to je neka zgodba, ki smo jo pač spisali in jaz mislim, da tudi za okolje kot Goriška Brda je to pozitivno. Ker če pogledamo bilo katera regija v svetu, zmeraj obvladuje, je nekako tako sestavljeno, da imaš enega močnega ali pa dva močna playerja, odvisno od veličine regije, ne, in potem imaš polno majhnih proizvajalcev, ne, kar je tudi v Brdih. Ne. Edino prav, da imamo to različnost, ne, ampak jaz mislim, da enega močnega igralca v posamezni regiji rabiš, da skrbi za razvoj, tudi za neko strategijo in se seveda vsi skupaj dopolnjujemo. Ker, tako kot sem rekel, leta 1991, ko je bil razpad jugoslovanskega trga, za Slovenijo kot vinsko deželo v svetu ni poznal nobeden. Ne. Zdaj pa že lahko rečem, da je Slovenija počasi umeščena na vinski svetovni zemljevid. Še zmeraj je to daleč od tega, kot so recimo regije v Italiji, regije v Franciji. Ne. Ampak enkrat sem govoril z enim Italijanom, pa sem ga vprašal, v čem je njihova prednost pred nami, pa mi je rekel, ja, veš kaj, ko boste vi na 500 let tradicije vložili še 100 let, potem boste tudi vi tukaj, ker smo mi. Ne. In jaz mislim, da je to resnica. Tradicija in neka zgodovina. Zgodovina, tradicija, umeščenost, ker ne nazadnje ljudje morajo vedeti za destinacijo. Ne. Jaz se večkrat vprašam prav to, ne, pa zdaj se grem spet na tujino, ne, zakaj bi en tujc kupil eno slovensko vino, če ne ve, kje je Slovenija, če ne ve, da sploh obstaja trta v Sloveniji ali pa proizvodnja vina. Ne. Pa se večkrat vprašal, mogoče iz ene druge branže, pa bom dal primer Beko aparati. Ne. 10-15 let nazaj verjetno nobeden ni kupil Beko stroja. Ne. Danes verjetno ni gospodinstva, ki nima saj en Beko stroj. Ne. Ne, tiskrat je bilo, ja, to je turška zgodba, pa tako naprej. Vemo, da je to Grunding, ne, nemški. Ne. Ampak vsi so rekli, ja, Turčija, pa kaj ima Turčija z aparati. Ne. Pa danes smo tle, ker smo tudi z Beko stroj in isto je z slovenskim vinom. No? In posledično tudi z briškim vinom. Dajva začeti na začetku. Rekel si, da ko ste začeli, ste morali najprej vse kmete sklicati skupaj, ki so tudi lastniki zadruge. Tako, ja. In reči, zdaj boste imeli manj grozdja na trtah in ker ni bil to nek strah, zdaj bomo kar nekaj manj zaslužili, ker bomo manj vina proizvajali. Kako ste lahko prepričali lastnike, ne? Zdaj pa ne bo več toliko grozdja na trti? Ja, to se sliši tako enostavno, ampak daleč od tega. Ne? To seveda ni proces enega, 2 let, ampak sem rekel, to je zgodba 30 let. Ne? In še zmeraj se odvija. Ne? Selekcija, ki je bila 30 let nazaj, niti ni več ista, kot je danes. To je ena stvar. Ne. Tudi blagovne znamke so se razvijale, potrebe tržišča so se razvijale. Seveda, v začetku je bilo to nezaupanje. Kakorkoli, kmet je bil odvisen od plačila grozdja, ne, ker pač zadruga funkcionira na tak način, da v bistvu oni so dolžni pripeljati vso proizvodnjo v klet, mi pa potem proizvedemo vino in pač prodamo. Ne? In seveda v prvi fazi, glede na vse težave, tega zaupanja ni bilo. Ne? In tukaj je bilo skoraj logično, ne? Če so te težave toliko časa, tudi sami morajo preživeti. Ne? To je pač, ampak jaz moram reči, da Brici so itak trmasti ljudje, vztrajni, ne? In se je tudi v tem primeru pokazalo, da ta trma, vztrajnost in ne nazadnje tudi so verovali, ne, v to zgodbo, sicer na začetku v manjši meri, ne? Ampak zmeraj potem z letom zmeraj več. Ne? Zmeraj več. Do današnjih dni, ki mislim pa, da gremo z roki v roki in edino na tak način je to dolgoročno možno poslovanje. Ne? In sej, tudi tu je mogoče en tak pokazatelj. Ne? Mi smo
20 let, 25 let nazaj imeli cirka 750 članov, ne? Pa približno, zdaj bom govoril res bruto, da me ne bo kdo za besedo, ampak recimo 1200-1250 hektarov. Ne? Danes imamo bruto približno isto hektarov, pa pol manj članov. Ne? Tako da, To so tudi lastniki. tudi lastniki. Ne? Ja. Ampak to si je pač koncentracija dogajala, tako kot se posod dogaja. Ne? Določeni so pač opustili, ampak večinoma teh vinogradov so ostali potem kljub temu v zadružni lasti. Ne? Tako da, ja, jaz mislim, da je tle na koncu ena lepa zgodba, ker še ni skončana, še zmeraj je treba, so stvari, ki jih je treba še poštimati, ne? Ravno kar smo v fazi, to lahko povem, razdeljevanja, upeljevanja 2 kleti, ne? Vsi nas poznajo več ali manj pod klet Brda, ampak moram reči, da smo 4 leta nazaj približno tudi ustanovili novo klet, to je klet de Baguer, ki je popolnoma ločena od kleti Brda. Tudi fizično. Tudi fizično, ja. Ta klet se nahaja v grajskih prostorih na Dobrovom, kjer je tudi klet, in tudi blagovne znamke so pač pod to kletjo, klet de Baguer in klet Brda kot svoje blagovne znamke. Bravo. Če se spet ustavim samo za sekundo, ti, ki si prišel na klet na začetku, ne, si zaposlil, si prišel z banke. Ja. Torej nisi imel nekega znanja o vinu, vinogradništvu, vsaj ne formalno, ne? Kje ste se pa vi naučili in kako ste vi zbrali to strategijo, ki se je izkazala za izjemno uspešno? To pomeni, danes se sliši to enostavno, pa takrat bi doskrat tudi razmišljal, dajmo iti na maso, dajmo iti na nizke cene. Vi ste rekli, ne, če hočemo biti uspešni, moramo iti na kvaliteto, moramo tudi na posamezni trti zmanjšati količino grozdja in narediti neko konkretno strategijo, ki bo potem tudi v tujini pila vodo. Mislim, kje ste dobili to znanje? Kje si ti dobil? No, to je res. Prihajal sem iz banke, res. Dobro, z vino sem se v mladostnih večkrat srečal. Ne, to ja, pa po Brdih sem, mama je brika, po domače povedano, ne, tako da izkušnje iz tega vam. Zdaj, kar se tiče tega, ko sem res prišel v klet, ne, ko je bilo vse to, dejansko neko znanje pač iz faksa in to imaš, veš, in jaz se zdaj spomnim še kot danes, ko sem prihajal v Brda, sem že tiskrat imel neko zgodbo v sebi, da če hočeš uspeti, moraš razviti blagovne znamke. In tudi ko sem prišel, se tudi kar se tiče vina, tega sem se spoznaval sproti, pač lačen sem bil tega znanja, in če si nekaj želiš, potem tudi bistveno lažje in hitrejše osvojiš, ne. Odvisno, koliko vložiš truda, energije, da spoznaš okolje, v katerem deluješ, ne, in če ti to zanima, če ti je to izziv, potem je to lažje. Ampak, če se vrnem eno drugo, blagovna znamka je blagovna znamka. Ne glede, ali je to vino, ali je pralni stroj, kot smo prej govorili, ali je to pasja hrana, ali je to pijača, takšna ali drugačna je blagovna znamka. In zakonitosti blagovnih znamk so specifike, ampak generalne zakonitosti so enake. In tle se je začela zgodba. Mi smo pač vedeli v prvi fazi, da moramo imeti odličen produkt, boljši, kot ga ima konkurenca, ker vino 1000 let nazaj obstajalo, 50 let nazaj ga je bilo dovolj, danes ga je dovolj in verjetno ga bo tudi, ampak prodaja se tisto, kar je pa dobro. Ne? In kot vsaka blagovna znamka, če imaš dober produkt, potem lahko gradiš. Prvi P je produkt. Ne? In če imaš produkt, potem lahko dodaš vse ostale P-je, ne? In točno to se je pač tudi v kleti zgodilo. Ne? Mi smo prvo, tako kot sem rekel, selekcionirali vinograde, prišli do tega, da smo imeli surovino, brezhibno grozdje, iz tega ven se je pač naredilo brezhibno vino, ne brezhibno. Pomembno je pa še ena stvar, tudi vino je trendovsko vino. Vsako vino je lahko dobro, ampak je vprašanje, če je v trendu. Tako da ti moraš tudi poslušati potrošnika, kaj hoče v danem trenutku. Recimo v zadnjih 30 letih se je stil vina večkrat spremenil.
Ne. Tako da tudi tiskrat smo pač dosti hodili, jaz se spomnim, Silvanom sva večkrat hodila po različnih sejmih, po različnih deželah, prav zaradi tega, da smo videli, kaj je trend. Daj nam je primer, kako se ta trend spremenil, pa stil. Recimo, včasih je bil barik in to samo barik, težka vina, strukturna vina. Vmes se je parkrat spremenilo, da ne govorim bela rdeča, ne, ker prije ciklus 7 let, 7 let je rdeče, potem je belo spet, ne, ampak zdaj, da bom prav v skrajnosti, ne, 20 let nazaj je bilo tisto macerirana vina, strukturna, bogata, barik vina, ne, zdaj pa gre vse v sadnost, lahko, sveže vino, lahko pitno, se pravi mediteranska hrana, ne. Tako da, recimo, to je en prav kontrast med enim in drugim. Tako da ja, in ko vidiš te trende, potem poskušaš te trende prinesti tudi v klet. Ne. Se jaz pravim, da večina tople vode je izumljeno, ne. Pomemben je benchmarketing. Ne. Seveda moraš ti potem nekaj svojega dodati, v vsakem primeru. Ne. Ampak jaz mislim, da to, kar mi dodajamo briško regijo, ki je univerzalna, posebna, in Brda kot Brda sama po sebi že imajo neko specifiko in dajo to, jaz mislim, to različnost tudi vsem briškim vinom. Ne, to mineralnost, ki jo ima briško vino, težko dobiš kje drugje po svetu. In to je spet neka posebnost, ki jo potem vkomponiraš v sam proizvod, produkt, blagovno znamko, kakorkoli. Mislim, danes, ko gledamo zdaj sploh, ko se rekel sam zdaj regijo, ne, ste Brda nek fenomen. Mislim, vi ste uspeli ustvariti zgodbo, ki je prej ni bilo, v nekaj, kar je zdaj, jaz sem fasciniran, ko grem v Brda, vidim tam turiste, ki prihajajo z toliko različnih koncev, ne, in nekdo bi rekel, saj tam nič ni, ne, in ta zgodba zdaj se razvija. Kaj bi rekel, da je, malo zdaj govorijo o uspehu kleti, kaj misliš, da pa same regije, rekel si, da je fajn, da imamo nekaj pomembnega močnega igralca, to lahko pozitivno vpliva, ne. Kaj misliš, ker recimo ostale regije, tudi mogoče Vipava, ali pa tako, niso dosegli tega istega rezultata, kot recimo ste Brici oziroma Brda? No, jaz bi rekel, prvo je bilo to, ker je bila kriza. In v krizi zmeraj ljudje ali grejo naprej, ali pa zapadejo še v večjo krizo. Ampak Brici so že po naravi trmasti, ne, in so šli v to drugo smer. Ne. Tle so odigrali tudi ključno vlogo posamezni manjši vinari, ne, ki so Brdam dali nek imič, hitro so se obrnili po razpadu Jugoslavije. Nenazadnje smo na meji in so imeli, in mi vključno z njimi, na razpolago neko znanje v Italiji, ne, ker tam pač znanje je bilo, to znanje se je preneslo v samo regijo, ne, in jaz moram reči, da Brda so naredili briški vinari kot regijo. Ne, potem se je tudi drugo stvar, so se priključila, ampak ja, vinari so tisti, ki so naredili sloves briški regiji in znotraj tega se je potem samo dogradilo in ne smemo tudi pozabiti briškega župana, ne, Franca Mužiča, ki je pa tudi vse tukaj skupaj držal, ne, je verjetno, mislim, da je še edini župan, ki je od prvega dne, ne, do zdaj, do konca mandata, mislim, skozi župan, ne, in to se ta konstantnost, jaz mislim, da se tudi tle pozna, ne. In usmerjenost občine v temu, da je podpirala ta razvoj, in jaz mislim, da je pa tukaj dosti na ljudeh, na tej briški trmi, ki je pač skupaj z znanjem, ki se ga je dalo dobiti v sosednji Italiji, potem vse skupaj dvigalo. No. In da se je ne samo znanje, ampak da se je tudi videlo, kaj je tržno zanimivo, ne, kakšni so trendi v svetu, in Italija je itak, vemo, da je vodilna poleg Francije, ne, na segmentu vina, ne, in tam se vide trende. Ne, in zdaj, ko govorimo o Brdih, ne, to vemo, da je prevod v Italiji Koljo, ne, in eno bolj znanih regij v Italiji je tudi Koljo. Ne, in če vemo, da je Koljo pomeni hribi, ne, in 2/3 Kolja je v Brdih, 1/3 Kolja je realno na italijanski strani, ne. Se pravi, da pogoje smo imeli, ne, za proizvodnjo dobrega vina, in jaz mislim, da je to tudi bil eno izhodišče,
glede na to, da na italijanski strani so bili kar priznani vinari v tej regiji. No. Dajmo še nekaj o sami zadrugi. Kot poslovnem modelu. Ja. Večina zadrug ni bila uspešnih, vi ste zdaj uspeli. Kot poslovni model. Je tukaj kakšna posebna stvar, ki ste vi počeli, da vam je uspelo? Vseeno je treba držati, zdaj, če sem prav razumel, se je število lastnikov oziroma pač zadružnikov prepolovilo, ne? Še zmeraj morate držati skupaj v isti smeri, koliko, če sem te prav razumel, 350 ljudi? 300 je zdaj, ja. 300 ljudi, ne? Kaj je skrivnost uspeha vašega? Ja, zdaj, definitivno je to, da so prepoznali, da tisti, ki peljemo klet, mislimo iskreno. Tle sigurno gre največja zasluga direktorju Silvanu Peršolju, ki je tudi tam domačin in so mu ljudje zaupali, da tisto, kar mislimo, da tudi naredimo in da nimamo neke fige v žepu, da pač bomo kako drugače to speljali. Ne. In jaz mislim, da to oblika, ki je ena boljših oblik, ker poznamo tudi v tujini zadruge, ki so bolj uspešne. In to v Italiji, tudi v Avstriji, ne. Ena bolj, recimo v Italiji, Wachau, je ena boljših uspešnih kleti, ki je zadružna. Ne. Tako da, jaz mislim, da se je ustvarilo to zaupanje, ne, in seveda na začetku so bili vzponi in padci. Tako kot v družini, ne, ko imaš vzpone in padce, ne, tudi tle je bilo, ne. In ne moram reči, da je bilo zmeraj postlano vse z rožicami, ne. So bili, ker dejstvo je, da je kletarstvo oziroma vinogradništvo tek na dolge proge, ne, in tisti, ki je pričakoval, da se bo to zgodilo v parih letih, ne, in ni imel potrpljenja, verjamem, da je izgubil živce, ne. Ker vinogradništvo, vinarstvo, to je tek na dolge proge. Dejva samo to mogoče, ker si rekel, da ste imeli nekaj tudi vzpone in padce. Kaj je bil nek padec, ki je bil konkreten? Kaj ste se z njega naučili? Ja, to je bilo to, ne, po tisti prvi entuzijazmu, ne, da pač je treba zmanjšati proizvodnjo, da je treba, ne, plačila sigurno za kilo grozdja niso bila višja. Niso bila višja, ne. Torej, ti si rekel nekomu, ki je prej zaslužil 100 enot, Ja. zdaj pa boš dal stran toliko, boš dobil sam 50 enot. Mislim, vsak normalen človek bi rekel, kaj je s tabo, ne? Ja. No, in to je bilo, ne, in to ni bilo eno leto, to je bilo lahko, bom rekel, 10 let je bilo tega, ne, pa malo več, pa malo manj, ne, da se je zgodila ta transformacija, ne. Oprosti, samo to, da razumem. Vi ste hodili bolj kontrolirati po vinogradih? Ja, mi imamo prav 2 agronoma, ki kontrolirajo, ki svetujejo, ki tudi svetujejo, katera fitofarmacijska sredstva uporabljajo, s čem gnojijo, škropijo in tako naprej. Katere vinograde, katera sorta in tako naprej. Torej, cel čas je neka kontrola, da tudi, če bi nekdo rekel, da je dejansko zmanjšal proizvodnjo, tega ne more dokazati, potem se mu ne to šteje. Tako. In ne nazadnje zdaj, to je bil začetek, danes pa imamo statistične podatke 25 let, mi vemo za vsak vinograd, koliko je njegova proizvodnja na leto, koliko je povprečje, tako da zdaj to je vse v računalniku in znamo napovedati trgatev že vnaprej, če ni seveda kakih neprilik, ker mi smo pod odprtim nebom. Ne. Nimaste zaprtih vinogradov? Ne, zaenkrat ne. Tako da ja, ta tranzicija ni bila lahka, ne. Seveda, in prav to je bil ta problem, koliko časa bojo tudi naši vinogradniki zdržali, ne, ker oni tudi živijo od tega, kar je razumljivo, ne. V bistvu, če prav razumemo teh 300 vinogradnikov, je to njihovo primarni vir prihodka? Ja, ne, jaz mislim, da približno čistih takih vinarjev približno 5 do 10%. Aha, večina dela. Ja, ali pa imajo kako drugo dejavnost, sadjarstvo ali pa sekundarni vir zaslužka. Ne. Ja. Me še zmeraj bi te rad, prosti, ker to me res zanima, kako vi ste recimo sklicali verjetno nek zbor, Ja. in ste rekli, dragi moji, mi prevzemamo, ali pa smo prevzeli zdaj vodenje kleti, gremo v to, da bomo dvigali kvaliteto, cena vina oziroma grozdja ostane ista, pričakujemo pol manjšo produkcijo. Kaj so pol argumenti? Reče oni, nekdo dvigne roko, reče, kaj si nor. Ne? Ja, ampak, a veste, ko si postavljen pred dejstvo. Zdaj, kriza je bila verjetno... Kriza je bila, ne? Ja. Klet je bila polna.
Tiskrat se je pojavljalo in še tako je bilo. Nismo bili samo mi, to je bila v Sloveniji kriza. Tiskrat se je dogovoril prvič, da je država interventno odkupila. Je bil interventni odkup države, se pravi za državne rezerve. Pojavila se je firma, ki je odkupila te rezerve in jih prodala v Brazilijo za alkohol, recimo. Ampak to je veljalo na Slovenskem, ne samo večinoma kleti, teh večjih kleti je izgubilo te trge in je imelo te problem. Tako da ni bila to samo klima v Brdih, ampak je bila to splošno slovenski problem in nekako so se tudi oni zavedali, da kaj pa če klet propade, koncu koncev, kam s tem grozdem? Če bi šlo dobro, verjetno ne bi uspeli tega istega preboja, spremembe narediti, ki jih ne bi prepričali. Po moje ne. Ker verjetno, verjamem, da ne. Ampak skoraj moram reči, da ni bilo izhoda. Ali tako, ali pa nič. In ko se postaviš pred tem in lahko pa to rečem, da naši vinogradniki so razumni ljudje in so razumeli, da brez teh rezov, brez te strategije verjetno je res ni prihodnosti. In pač lahko rečemo tudi, da so igrali loto, ki so ga dobili. Če tako rečemo. Ja, čeprav loto je bil preverjen iz tujine in s poslovnim modelom, ko so tako delovali. Ja, ampak saj sem prej povedal, ko je Italijan rekel na 500 let, 600 let. Ja, največ časa. Tako da, ja. Moj dober prijatelj, ki vas res ceni, spoštujem, je rekel, da vi v kleti razumete pomen brandinga. Da razumete, kaj pomeni to, kar sem že sam rekel prej, blagovna znamka, in da tudi imate različne blagovne znamke za različne uporabnike. Zdaj, nekatero blagovno znamko si ti najbolj ponosen, ali pa ti je taka, ki jo radi od nje govoriš. Je kakšna? Recimo, mogoče bi izpostavil eno, in to je Quercus. Zakaj? Ker Quercus se je rodil v tistem času, in to je ena taka blagovna znamka, ki je iz nič, sicer je vmes doživela eno stilsko spremembo, ampak jaz mislim, da je to blagovna znamka, ki je bila postavljena na modernih temeljih, take, ko jih pozna tujina. In če govorimo tako iz vizualnega vidika, kakor tudi vsebinskega, se pravi kot produkta, kot vina. In moram reči, da je iz nula zrasla v blagovno znamko, ki je v tem trenutku na slovenskem trgu najbolj prodajano vino. Bravo. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na naše delavnice, ko se vidimo v živo, vas vabim, da pridete do mene in mi rečete: Aleksandar, ta podcast, ta vsebina mi je bila res všeč. Hvala za njo. In tako da mogoče je to en tak, če bi zdaj mogel res eno blagovno znamko pobrati ven, bi rekel, da je to Quercus. Kako ste zbrali ime? Ime je bilo, zato sem rekel, da je doživelo vmes eno spremembo, ker v tistem času je še zmeraj veljalo, da so barikirana vina, hrastove vina, vina zorjena v hrastovih sodih, da imajo neko dodano vrednost. Se je pa že v letu 2001-2002 začenil pomaloma spreminjati stil. In da se vrnem en korak nazaj, hrast, Quercus, quercia, je latinsko ime za hrast. Bravo. In v Brdih je bilo ogromno hrasta. In tudi imena Dobrovo po hrastu Dob, Cerovo po hrastu Cero, se pravi, izhaja iz tega. In ko smo takrat razmišljali, da bojo tudi naša vina zorela v hrastovih sodih, na začetku so tudi, bela in rdeča, smo rekli, izbrali to, in ker je bil seveda cilj tudi izvoz, smo izbrali neko internacionalno ime, Quercus, ki je lahko izgovorljivo tudi za tujca, in smo potem, zaradi tega je potem ime Quercus. Bravo. Tako da če bi to imel za zbrati, bi rekel, da je to Quercus. In to je zdaj v tem trenutku najbolj prodajano? Količinsko in finančno verjetno v Sloveniji najbolj prodajana blagovna znamka. Kot skupek, ne posameznik, ker imamo vina, ki so kot posamezna verjetno prodana več, ampak kot celota, če se štejemo vse artikle, ki so pod blagovno znamko, pa garant je najbolj prodajana blagovna znamka v Sloveniji. Tudi po podatkih Nilsna.
In tukaj mislim, da je celo neka zanimiva zgodba potem z blagovno znamko De Bagheri. Kako je ta? Ja, to ni povezava. Vem, da ni povezava s to. Vem, da to je ločena zgodba. Kako je to? Ja, to je De Bagher je pa potem vmes so bile še druge blagovne znamke pred De Bagher, no, moramo omeniti blagovno znamko Krasno, ne, ki je namenjena za gostinstvo, pa Bagheri, ki je bila pa že, moram reči, pred Quercusom ustanovljena, in to je bila za tiste cajt ena blagovna znamka, ki je veljala za prestižno, nažalost s težavami, ki so se zgodili leta 96, 95 in ne, se je tudi ta blagovna znamka malo uničila, to je bil en handicap za to klet, ne. Tako da ja, je to, potem smo imeli blagovne znamke Vila Brici, ne, tudi ena taka blagovna znamka, pa blagovna znamka klet Brda, no, nazadnja je pa klet De Bagher, pa bom mogoče šel še en korak nazaj. Predtem je bil še blagovna znamka naša A+, to je Icon Wines, se pravi, mogoče bom razložil, kako je prodaja v svetu, kar velja tudi v Sloveniji. Prodaja vina je po piramidi. Kaj to pomeni? Da v super premium ali pa Icon Wines se proda približno 1%. In potem gre po piramidi navzdol. Vrhunskih super premium vin je tam okrog 2-3%, potem premium vin do 5% in potem gre to zmeraj bolj podol, ne, se poznasti piramido. Tako da ja, tiskrat smo mi potem rekli, da moramo pa nekaj narediti, nekaj najboljšega, kar je možno v kleti, tudi zaradi teh izborov, ne, in smo dali enologom prosto roko in so takrat naredili produkt za A+, ne, in ko smo mi rekli, kako bomo imenovali to vino, smo rekli, damo delovno ime A+, ne, ko pomeni nekaj nad A-jem, ne, da to je A+. No, in ko je bilo vino narejeno, ko smo vse to testirali, različna svetovna vina, slovenska vina, ko je prišlo do tega, da naredimo etiketo in da izberemo ime, nismo dobili boljšega imena kot A+, in je ostalo A+, ne. In še danes ima. In še danes je A+. No. To je zdaj vaše najboljše vino? Temu bi lahko rekel najboljše vino. Odvisno od trenutka, potem od stila, ker lahko rečeš, da je A+ najboljše vino, ampak na drugi strani imamo Single Vineyards, Merlot ali pa Rebulo, ki so cenovno še dražje od A+, ne. Ampak sta drugačni stil vina, odvisno od potrošnika, kaj hoče. Deva nekaj v številkah, no. Kakšne so cene, recimo, če to prodajate tudi v svet in tujino? Ja, zdaj bom govoril o malo prodajnih cenah, ne. Če je A+, naše najdražje vino je Single Vineyards, to je Merlot in Rebula, to so 72 €, ne. A+ je tam okrog 35 € do 40 €. Malo prodajna pomeni, da to je cena na polici. Tako. Na polici. Zdaj, videl sem, da to so tudi vina, tudi slovenska, ne? Zdaj med temi vini, večina so sam skoraj briška, ne? Ki pridejo do 200-300 €. Ja. In zdaj sem recimo malo naredil raziskave, je bilo v bistvu v tem letu prodano eno vino za več kot 800 000. Torej, kako je možno, da ena flaška vina je vredna 800 000 $, evrov. Ne. Zdaj bom mogoče bom pole prišel na vino, šel na avtomobilizem. Ne. Kako je možno, da je en avto vreden 40 milijonov €, ne. Ali pa, ne. Ampak to je to, definitivno je to regija, ne. In taka vina sigurno, kot si zdaj omenil, izhajajo sigurno Bordeaux, Burgundija, ne. Mislim, da je francosko. No. Kar sem prebral, mislim, da je francosko vino. Ja. Se pravi, in letnik 45. Ja, v bistvu to je že regija, ki ima tradicijo. Ne. Vinograd tam stane od 1 milijon do 10 milijonov na hektar. Ne. Se pravi, je že tukaj. Se pravi, kot regija. Unikatnost. Po drugi strani je starost tega vina. Mogoče ima še kak specifičen način proizvodnje. Ne. In potem vse ta skupek, na drugi strani, verjetno takih flašk lahko poštejemo na prste ene ali pa 2 rok, ne, in potem pridemo do take cene. Ne. Kako bi to vino
če bi zdaj odprla tako flaško, kako bi to pil sploh? Da veš, da je vredno 800,000, bi verjetno zelo majhen požirk. Iskreno se niti ne predstavljam, ne? Ker zdaj verjetno, če je z Bordoja, ali pa Burgundije, ne? Verjetno je rdeče, Bordeaux, ne? Celo mislim, da je v dobri fizični kondiciji, ne? Marsikdaj se pa zgodi, da je kako arhivsko vino, ne, cenovno sicer ne dosega teh cen, ampak je tudi više pozicionirano, ne, pa ne veš, kaj boš dobil v kozarec, nekoga dekantiraš. Seveda, te je sigurno dekantacija potrebna. Ne. Kaj to pomeni? To pomeni, da imaš dekanter, to je taka posoda, trupaste oblike, ti vino odpreš, preliješ v ta dekanter in potem ga zračiš, ne, da dobi toliko kisika, da se pač vino prezrači, da te tercialne arome iz vina izhajajo ven, da prije potem do teh primarnih, sekundarnih arom vina, da začutiš to vino. No. Koliko časa moraš to? Več vino, ko je zaprto, več časa ga imaš, ima sigurno uro do 2. Kakva vina lahko pustiš tudi pol dneva ali pa dan prej odprto, ne, pa bo samo pridobivalo. Ne, tako da ja, to so te zgodbe. No. Vem, da imate vi tudi na prodaj taka vina. Tukaj imamo en primer, mislim, ne bova odprla, ne. Tukaj imamo flaško Moj letnik, 1974, in vem, da prodajate od leta, ko sem mi zadnjič povedal, od 72 navzgor, torej, ker mislim, da imate potem, če kdo želi kupiti pri vas posebno vino svoje starosti, če je 72, 73, 74, 75, to lahko kupi. To se lahko dobi, ja. Če je 71 in nazaj, ne. Ja, teh je nekako tako, mi imamo pač prva trgatev v kleti je bila leta 57. Ja. In od leta 57 imamo vino v kleti. In to je najstarejši letnik je Rebula 57. In moram povedati, da je še zmeraj v dobri kondiciji. Torej ste ga probali? Ja, smo ga probali. Zdaj, če govorja 57-letnik, to je zdaj... 70 let bo drugo leto. 70 let drugo leto, ne? Koliko časa, kaj se rekel, dekantiraš to? Kako se temu reče? Par ur je že dobro, da je. Par ur tam da odpreš. In pol probate. A to že tu mora biti, že prav počasi moraš piti. In ne, če smo rekli, to so tako dragocena vina. Ne, v bistvu so to, v teh vinih iščeš druge posebnosti, ne. Druge zaznave. Ne. Za 70 let staro vino je že to spoštljivo, da je v taki kondiciji, kot je. Ne. Govorim za našo regijo. Ne. Zdaj pustimo druge regije, kjer pač imajo zgodovino, tradicijo, da pripravljajo vinala, tako kot smo prej omenili Francijo in tako naprej. Ne, ampak tam je druga zgodba. Ne. Moramo vedeti, da pri nas te tradicije nekako ni bilo. Jaz vem, da v naši kleti na začetku 50-ih letih, 60-ih so vino, tisto, ko se je njim zdelo najboljše, dali tam pri strani in tam je bilo. Ne. Kar po drugi strani pa pokaže, da smo res teritorij za proizvodnjo dobrega vina. Ne. Ker če je bilo to vino kar tako zbrano, ker se je nekomu zdelo, so bili enologi in so nekako rekli, ampak niso posebno pripravili vino za arhiviranje. To, kar zdaj počnemo. Ne. Mi vsak letnik pripravimo vino, se pravi višji ekstrakt, višji alkohol, kisline, da potem ima daljši čas obdobja zorenja, da lahko več časa obstoji. Koliko vi recimo daste v arhiv? Zavisi od letnika. Tudi ne damo vsako sorto, res zavisi od 1000 do 5000 steklenic, res. Če prije izjemen letnik, damo tudi več. Ne, res, če je letnik, da se kaže, da je, damo tudi več sort, tako da je res odvisno. No. Razumem. Tako da ja. In ta vina so posebna že, saj, ko govorim za naša vina, že iz tega vidika, da lahko rečeš, da piješ toliko staro vino in je še zmeraj v dobri kondiciji. Ne. Zdaj imate kar nekaj izkušenj s temi različnimi vini. Kako zbrati vino, ki ga nekdo... Ker pridem na polico v trgovino, ne, recimo, da rečem, zdaj bom pil vino z kleti, ne, torej poiščem neko blagovno znamko, recimo, ne, Quercus recimo, ali pa De Bagger, kako se imenuje ta... Ja, De Bagger, ja. Kako reči, recimo, kako ne se odločim, kaj zbrati? Eni gledajo številko, ceno, ne. Kako bi ti priporočil ljudem, da jih nekaj naučiva? Zdaj, to je res odvisno od potrošnika. Ne? Zdaj,
In verjetno to priporočilo ni za vsak segment potrošnika enako. Ne. Ker če prije nekdo in išče vino samo zato, da ga bo vzel, da rabe, bom zdaj malo tako rekel, karikiram, za špricer vino, ne, je ena filozofija. Ne. Če prije nekdo, ki rabi vino, da ga bo za vsak dan imel za različne stvari, je drugo. Če prije pa nekdo, ki bo ob hrani užival vino, je pa tretji način izbor vina. Ne. Tako da bom mogoče samo to, ne. V bistvu sigurno pa potrošnik ve, katero regijo bi hotel. Ne. In tle se začne. Okay. Recimo, zberem Brda, rečem, hočem klet Brda, hočem ves in imam prijatelje in bom delal ribe. Okay. No, to je zdaj že bolj konkretno vprašanje. In tle se da bolj konkretno tudi govoriti. Zdaj, tako kot sem rekel, če zbereš regijo Brda, potem že prvo je to, da Brda ima eno prednost pred mogočimi drugimi regijami, ne, ker imamo večji nabor belih pa rdečih. Ne. Že to je recimo ena naša primerjalna prednost. Ne. In zdaj ti si omenil ribo, ne. Če bi rekel meso, bi sploh bela izključil, saj večino, ne. Imamo tudi nekaj belih, ki bi mogoče šli k mesu, ne. Ampak ja, ko rečeš ribo, je definitivno sveže sadno vino. Recimo rebula. In rebula je neka taka zelo znana sorta prav za vas? Je, rebula je avtohtona sorta, lokalna sorta. Jaz mislim, da entiteta Brd je rebula. Moram reči, da smo, zdaj sem malo pohvalil, največji proizvajalci na svetu rebule, ne? Sicer nekaj malega jih je v Italiji, ne? Ampak ja, ne? Rebula je vino, ki odraža Brda, ki odraža regijo, ki odraža mineralnost, ki odraža zemljo, teruar Brd. Ne? In vse to, kar vidiš v Brdih, jaz mislim, da tudi z pitjem rebule tudi okušaš Brda. Okušaš tu mineralnost, svežino. Ne? Brda, ne vem, ko govorimo o svežini, ne, pa reče, mogoče kdo reče, kaj ima Brda svežino. Ne? Brda ima dosti svežino, ker Brda ležimo na idealni legi. Ne? Zakaj? Če pogledamo čez dan, ne, imamo vpliv morja, toplega zraka, se pravi donos toplega zraka, po noči pa prihaja mrzel zrak z Alp v Brda, ne? In je to v bistvu ta prava klima za to grozdje, ki zori v Brdih, ne? In potem daja tudi to svežino. Na eni strani aromatiko s toploto, svežino z Alpami, ne? Če se lahko tako plastično izrazim, ne? In potem še ta mineralnost iz zemlje, ne? In nekako potem dobimo ta zmes. No? Ampak da ne grem preveč naprej, rebula, sveža rebula za eno ribo. Zdaj seveda, če imaš marinirano ribo, potem je tudi kakšna macerirana rebula. Pomembnost rebule je tudi... Oprosti, zdaj samo razloži mi, kako si to zdaj izbral. Če je riba marinirana, zakaj si izbral potem drugače? Ja, zaradi tega, ker če je recimo ena bela riba na grilu, ne, ima bolj nevtralen okus. Ne. In ti, ko zbiraš hrano in vino, moraš zbrati, ponavadi zbiraš vino hrani, ne obratno, in potem prilagajaš vino, da ne izbereš vino, ki prevlada okusu nad hrano, ampak ga mora dopolnjevati. Zdaj, ribi, beli ribi, ali pa ribi, kakorkoli, tudi če so sardele, sardele imajo malo bolj močen okus, verjetno bi rabil malo bolj močno rebulo, ne? Ampak če rabiš neutralen, potem rabiš eno svežo sadno rebulo, ki ni recimo zorjena v hrastovih sodih ali pa v lesu, ne glede ali je to majhen sod ali je velik, ne? Rabiš bolj svežo neutralno rebulo, ne, da ne pokrije okus te ribe. Če imaš pa recimo eno ribo, ki je marinirana v neki marinadi, ne, ima neke okuse, ali so to sladki, kisli, ne, in tako naprej. Seveda zdaj kislem vino malo težje gre skozi, ampak potem poskušaš dobiti eno rebulo, ki je primerno, toliko strukturno močno, da se nekako ujema k tej ribi, ki jo pač ti ponudiš, ne. Odlično. Kaj pa meso? Rekel si, da za meso bi pa ne zbral belega vina? Mislim, v principu ga ne zbereš, ne, ampak obstajajo tudi bela vina, ki so strukturna, bogata, pa
Naprimer. Recimo Bagueri Chardonnay, bi jaz rekel. Ne. Bagueri Chardonnay bi šel zraven. Bi šel v enemu zrezku, jaz pravim, čeprav me bo kak sommelier ali pa enolog zdaj karal, ne, zaradi tega, ampak ja, bi, no. Ampak ne, načeloma zraven, recimo ena za mene ta boljša kombinacija je Florentina na žaru z De Baguer rdečim. Ne. To je eno vino, Merlot, Cabernet Franc, ki fenomenalno sovpada z enim stejkom na žaru in te kombinacije ne falite, sigurno. Okay. Zdaj, ta vina se dostopna kje? Kje jih kupijo? De Bagueri znamke so že v trgovinah? Ne, De Bagueri znamke, De Baguer vina iz kleti De Baguer lahko kupiš samo v naših maloprodajah. Ne, ker je pač to limitirana proizvodnja. No, malo se bom popravil, lahko kupiš v določenih specializiranih trgovinah. Ne, zdaj v naših maloprodajah, mi imamo maloprodajo na Dobro, v Novi Gorici, v Ljubljani, Kranju, Celju. Kje imate v Ljubljani? V Ljubljani imamo na Tržaški, Agrotehnika Gruda, Tržaška 132. A to prav na začetku? To je tam na začetku, ja, tam je naša trgovina in skladišče. Dobiš pa tudi vina, ta vina v trgovinah, kot so E-vino, ko ima svojo prodajalno, pa Drinks, ko ima svojo prodajalno, pa Koželj, ko ima svojo prodajalno, tako da tudi ta vina dobiš pri teh specializiranih. Ne nazadnje dobiš pa tudi v posameznih specializiranih, kot je v Šparu določenih specializiranih trgovinah, pa Mercatorju, Maxi Market. Tako da tukaj tudi v teh bolj specializiranih trgovinah dobiš ta vina. Ne vsa, nekatera. No. Ja. Dajmo nekaj o temperaturi. Torej, nekako velja pravilo, jaz sem svet kot nek laik, ne, da bela vina so v hladilniku in rdeča so iz hladilnika. To drži, ne drži? Načeloma kot osnova to drži. Ne. Je pa res, da tudi bela vina lahko piješ izven hladilnika, ne. To so bolj strukturirana, macerirana vina, ne. Taka vina lahko tudi ponudiš toplejša. Ne? Na drugi strani imaš pa tudi rdeča vina, ki jih ponudiš iz hladilnika. Tako da, ja, načeloma velja tako, da bela vina do 12, 13, ne? Rdeča vina sobna temperatura. Zdaj spet, kaj je sobna? Ne? Ja, če zelo toplo je vročina. Ja, tako da, ja, je to, načeloma se to tako reče, ja, ampak je spet odvisno od okolja, hrane in tako naprej. Kaj se zdi, da je težje? Narediti dobro vino ali prodati dobro vino? Ja, dobro vprašanje. Če bi bil enolog, bi rekel, da ga je težje narediti, ne? Ker sem prodajnik, bi rekel, da je težje prodati. Ampak jaz bom rekel, da je v bistvu enako. Zato, ker proces, ker tudi narediti dobro vino, moraš poznati, tako ko prav na začetku sem eno stvar povedal, da pač dobro vino je mogoče za tistega, ki ga proizvaja dobro, ni pa za potrošnika dobro. Ne? In marsikdaj je kdo naredil vino, ki je bilo fenomenalno, ampak ni bilo v skladu z trenutnim stilom vina, trenutnim povpraševanjem. In če ti vino ne narediš tako, kot ga potrošnik hoče, ne, potem je to lahko dobro vino, ampak če ga potrošnik zavrne, potem to ni dobro vino. Ne, tako da, ja, tudi enolog mora poznati pač stile vin, kakva je v tem trenutku konkurenca, kje je konkurenca, kaj tržišče zahteva, ne, tako da tudi z tega vidika enolog mora biti en del tržnika, ne, kakor tudi tržnik mora biti en del enologa, ne. Ker moraš znati opisati to vino, povedati, zakaj je to vino dobro, zakaj bi ga ti priporočil, zakaj je ne nazadnje boljše od konkurence, zakaj vzeti briško vino, ne pa vino iz Bordoja, zakaj vzeti vino iz kleti Brda, ne pa, zdaj bom rekel, iz Vipavske doline, da ne bom imenoval proizvajalca. Ne, tako da ja, jaz mislim, da je vino umetnost ali pa neka tradicija,
tradicija z umetnostjo in se to povezuje in enako težko bi odgovoril. Dobro vprašanje. Dober odgovor si dal. No. Ja. Dober odgovor. Lani sem bil v Phoenixu, Arizoni in potem je v neki mastermind skupini in eden izmed teh predavateljev, ki se ukvarja z umetno inteligenco, nas je povabil na manjšo skupino v eno restauracijo in kar naenkrat tam na jedilnem listu in potem kasneje na vinski karti so bila slovenska vina. Jaz sem bil prijetno presenečen, da Slovenija, torej, da imamo slovenska vina, da imamo slovenske vinarje, ki se upajo. Kam vse greste vi in kako se je zgodil prvi izvoz? Torej, kako izgleda sploh izvažati vino? Ti vzameš nekaj testerjev in greš po hostilnah ali dobiš distributerja. Mislim, sploh kako ste vi prišli do tega in kateri trgi so vam najbolj pomembni? No, zdaj, to je spet večplasten odgovor. Ne? Zato, ker vsaka, bom rekel, po eni strani vsaka država, ampak tudi vsako tržišče je drugačno, specifično. Ne? In če mi v tem trenutku, tako bom rekel, resno izvažamo v cirka 38 držav na svetu, mogoče še kakšna država več, ne? Ampak resno pomeni to, da gre vsaj 2-3 na leto, neka večja količina. Ne? Da bi bile kakšne količine sploh so to? Mi nekako proizvedemo 5,5-6 milijonov litrov vina, 40%, 42% izvozimo. To je 2 milijona. Ja, ampak nekoliko manj, zato ker to je finančna realizacija. Pa bom drugače povedal, cirka 20 milijonov realizacije naredimo letno in približno 4% je v izvozu. Torej 40%, pardon. 8 milijonov nekaj izvoza. To pomeni, da dosegate v tujini više cene. Ja. Ja. Ampak to je nekako normalno. Ne? Zakaj? Ker tukaj smo prej govorili konkurenca, svetovna konkurenca. Mi smo za slovenske razmere mogoče veliki. Ne? Za svetovne smo minorni. In mi si nekakor ne moremo konkurirati z ceno, z nizko ceno. Mi nekako konkuriramo bolj kako bomo rekel, value for money, da v nekem srednjem pa srednjem višjem razredu damo nekaj več za tisto ceno, ki jo ponujamo. In tukaj je naša, recimo, če lahko rečem, primerjalna prednost. Kako bi rekel value for money v slovenščini? Torej, vi daste za določen denar vrednost za denar. Večjo vrednost. Tako. Ja. Torej, recimo bom dal primer. Naš Quercus, ki sem ga prej omenil, v Sloveniji ga dobite tam 5,99 do 6,29, to je malo prodajna cena. Tako veš na pamet ceno? Ja, sem komercialist, ko da jih poznam. Ne. Ja. In za to ceno, ne, za to vino, ker jaz pravim, da je tudi v Sloveniji value for money, ne, se pravi, tudi v Sloveniji verjamem, da je to eno najbolj za denar najboljše vino, ampak v tujini je to še bolj izrazito. Taka kvaliteta italijanskega vina, če bi bilo Made in Italija, verjetno bi dosegla tam 15 evrov. Med 12 in 15 evrov. To meni, oni dajo, pri nas dajo recimo 5-6 evrov in dobijo 3-krat toliko v vrednosti v tej steklenici. Ja. Zdaj, tako bi si upal reči, pa zdaj ugibam, da vam je vseeno lažje v tujini, ker drugi proizvajalci dvigajo ceno. Torej, francoska vina, italijanska vina imajo povprečju više cene, tako da nekdo, ki vidi vašo sorto, sreče in... Ja, Matle, te bom mogel demantirati. Ni tako? Ne, bom povedal en podatek, ki mogoče bo zelo presenečenje. Koliko je povprečna cena izvoženega italijanskega vina v steklenici? Euro 52. Wow. Tako da ni to je malo kontra temu, kar si zdaj ti rekel. Ja, Italijani ne dvigujejo cene. Ne, a veš, to je ta piramidalna prodaja, ko sem prej rekel. Po piramidi se prodaja. Ne? In teh super premium Icon Wines je 1%, 2 do 5% in potem piramida se zelo hitro širi. Navzdol, mislim. Ne? In to velja, pogled Francijo, ne? Si v Bordeauxu, v Burgundiji, ne? Greš samo južna Francija, ne? Namesto, pa kvaliteta ni dosti slabša, ali pa mogoče celo enaka. Imajo 10-kratno nižjo ceno, kot ima en Bordeaux. Ne?
Tako da, Da vam ni tako enostavno vse. ne, ni, ker mogoče, da je zdaj ena druga prednost, ker če sem prej rekel, da Slovenija ni bila na vinskem zemljevidu 20 let nazaj, zdaj mogoče, da je prehajamo, ampak mogoče te mlajši potrošniki so se naveličili teh klasičnih držav, se pravi Italije, Francije, novega sveta, ne, in iščejo nekaj novega. Dajmo provati nekaj drugačnega. Ja, nekaj drugačnega. Ne? In ko enkrat prova in vidi, ne, in ko odpre našo steklenico, ne, v 99% so presenečeni. In marsikdo bo mislil, ne, da večinoma mi prodajamo v trgovinah po svetu. Da teh 42% izvoza, jaz ne vem, če je 5% v trgovini. To je večinoma. Večinoma je horeka, vinoteke, individualne trgovine in tako naprej. Ne? Tako da realno v trgovini v tujini zelo malo prodamo. Si na kakšno državo še posebej ponosen, kamor izvažate? Ja, tle bi lahko rekel več držav. Ne? Ena je sigurno Združene države Amerike, ki smo jih prej omenjali, ki si jih tudi ti omenil. Jaz mislim, da tle daleč, zdaj sem dobil en statistični podatek strani ameriške ZDA in je bil en podatek, koliko se vina uvozi iz Slovenije, ne? In je Slovenija prvič se je zgodilo, da je prišla na 20. mesto uvoza v Ameriko. Wow. Ne? Od vseh sveta, ne, smo mi na 20. mestu. In verjetno se tukaj vi največji del. Mi imamo 60% tega. Ne? Tako da to je, ko sem pač primerjal naše podatke, ki sem videl tam, ne, je 60% celotnega izvoza v Združene države prihaja iz naše kleti. Bravo. Ne, tako da verjamem, da če si bil v Arizoni, ker vem, kdo je naš distributer tam, da je bilo eno tudi sigurno naše vino. No, jaz se ne spomnim, kaj smo naročili, ker nisem jaz naročil, tudi ta nas je povabil, a vem, da smo vzeli tudi eno slovensko. No, povem, da smo trenutno v 42 državah prisotni v Ameriki. Bravo. Od 50, ki jih je, v 42 smo prisotni. Tako da ja, ameriški trg je sigurno naš največji izvozni trg. Tam imamo tudi svoje podjetje, ljudi, ki so pač zaposleni, svoje prostore in tako da ja, je ameriški trg v bistvu ZDA trg najbolj močnejši. Potem pa moram poudariti, da že blizu tako je Italija. To se sicer zveni malo čudno, ne? Zveni malo čudno, ker to je isto, kot da pelješ drva v gozd, ne? Ampak ja. In to je čez mejo ali tudi dlje? Ne, Rim. Rim? Ja, Rim imamo enega res dobrega distributerja. Ok, tudi čez mejo, ja, seveda, tudi tam prodajamo, ampak imamo res enega dobrega distributerja, Rim, in Rim je dosti dobro pokrit z našim vinom in okolica. To je, če gre nekdo v gostilno v Rimu, obstaja možnost, da bo našo rebulo sigurno pil. Bravo. Ja. Zdaj, arabski svet, ker muslimani ne pijejo vina, verjetno tja ne izvažajo. Ne, arabski ne, izvažamo pa dosti v Azijo. Ne, Japonska je zelo velik trg za nas. Kitajska je bila pred COVID-om bistveno večji, kot je danes, ampak še zmeraj je velik trg. Potem so države Evropske unije, Skandinavija, zdaj tudi še zmeraj Balkan, mislim, ex-Jugoslavija, no? Čeprav v začetni fazi, ki si prej vprašal, katera vina za kakšno tržišče, ne? Zato nisem direktno odgovoril, ker mi v prvi fazi smo začeli v bivšo Jugoslavijo prodajati. Ne. Največji trg je bil v začetni fazi Hrvaška, Bosna, Srbija. Ne. Govoriš tudi takrat, ko ste vi kot ekipa, vi štirje, ti začetni... Ja, tam leta 98-99 je to začelo, je bila prva bivša Jugoslavija, ne, je bil največji poudarek na ta, ker tam smo bili poznani, tam ni bilo potrebno toliko vlagati, da nas prepoznajo. Ne. In kako se še s kovčkom, z flaškami dol, se spomniš? Ja, obiskali smo različne sejme, trge, uporabili razne povezave, takšne in drugačne. Ne. In smo nam povedali, da leta 2099 verjetno v Bosni je bila malo katera gostilna, ki ni imela baguerje, ne? Ampak to ne iz marketing potez, ampak kakih drugih potez. Ne? Tako ste imeli enega znanega človeka, ki vas je priporočil nekako. No? Ja, ta Bosna je bila po vojni, ne? In tam dobesedno je to res veljalo, še zmeraj je bil kaos, ne? In so se ta prodaja dobesedno dogajala
kot na divjem zahodu. Ne. Če si imel prave povezave, prave ljudi, je bil gostinec, ko je pač mogel vzeti to vino. Ni bilo vprašanje, ali si ga vzel ali ne. Ne. Ampak ja, ne, to so bili tisti časi. Potem en čas smo zelo dobro delali na Hrvaškem. Bila je ena podjetje Obala Group, ki še danes obstaja in je tiskrat dobila ekskluzivo za Orangino, za celo bivšo Jugoslavijo. In so res rasturali na hrvaškem trgu in tam je bil Bogueri, to je bilo tam 2,4, 2,5, verjetno spet na Hrvaškem ni bilo restauracije, ki Boguerija ni imela. Ne. Ampak to je vse čas, ko tudi Hrvaška svojih proizvajalcev ni imela, ne. Ko je bilo pomanjkanje na teh tržiščih tega kvalitetnega vrhunskega vina in to so upadalo. Ne. In isto je bilo v Srbiji, podobna zgodba. Potem se je pa tu začelo spreminjati. Domači proizvajalci so začeli proizvajati dobra vina, ne. Okolje se je stabiliziralo, ne, in počasi smo mi videli, da v teh državah ne bomo gradili dolgoročno in smo se začeli obračati bolj na zahod. Ne. Tako da smo potem leta 2002, to je tudi ena taka zgodba, ko je ena firma iz periferije, kot smo tiskrat bili, Klet Brda, ne, kupili eno firmo v centru Ljubljane, to je takratni Slovenija vino, ki je bil gigant, ne. Vi ste jih kupili? Ja, mi smo jih tiskrat kupili, alkoholni del, ker brezalkoholno kokto jupi je tiskrat kupila Kolinska droga in smo se nekako tiskrat razdelili, mi kupili alkoholni del, oni brez alkohol. In v povezavi s tem smo tudi tiskrat dobili to hčerinsko podjetje v Ameriki in potem se je to zgodbo obrnilo. Ne. Potem smo začeli razvijati ameriški trg, pa zahodne tržišče, tako naprej. Da imate večinoma više kvalitetne range v ZDA? Ja, tako kot sem rekel, v Sloveniji še zmeraj, recimo, kljub vsemu, ne, mogoče se bo to zdelo, ne, še zmeraj se proda največ litrske steklenice. Ne. Potrošnja v Sloveniji je še zmeraj največ je prodano litrske steklenice. Govorim o celi Sloveniji. Ne. Kakšna je sorta to? Kako je brand? No, je to? Recimo naša je Rebula, litrska Rebula, ne, ampak Janžovc, Haložan, ne, to so vse blagovne znamke, ki se največ prodajajo kot tako masovno količinsko vino, ki seveda potem povprečno ceno nekako znižujejo v primerjavi z ostalimi buteljkami. Ne. Imamo dve zgodbi, ki bi rada jih delila. Kako ste dobili to De Bagger znamko? Ja, in druga zgodba je, kakšno vino pije Ralf Schumacher. Ja, to so, pa mogoče bom prvo z Ralfom začel, ne, pa bom potem Boguer. Ja. To je ena res zanimiva zgodba. Mi izvažamo tudi v Avstrijo, ne, in v Avstriji pokrivamo v Salzburgu konkretno, imajo tudi restauracije naša vina in prav Rebula Quercus je bila prisotna v teh restauracijah, v eni tej restauraciji, ker ima res dobro ribo, je Ralf s prijatelji, tiskrat je bil z njim še pokojni lastnik Red Bulla, Matoševič, so bili na večeri tam in so zraven te ribe pili Quercus Rebulo. Ne. In po porečevanju tega gostinca, pa potem tudi Ralfa, ne, jo niso spili prav malo. Ne. In je rekel Ralf, da drugi dan, ko se je zbudil, ne, je mislil prvo, ko je prišel domov, da bo umrl, ne, ker so pač spili količine te Rebule, ne, ampak drugi dan je rekel, je bil ko nov. Ne. In so ponovili to zgodbo. Ne, in bližal se je njegov rojstni dan in je rekel, da on pa hoče imeti za rojstni dan to Rebulo. In se je usedel v avto in se en dan popoldne pojavil pred kletjo. Vi ste vedeli, da je to Ralf Schumacher? Ja, ko je prišel dol, ja, se ga poznamo, mislim, se ga poznaš iz Formule 1 in tako naprej. No. In slučajno se je poklopilo, da je on prišel dol. No, bom tako rekel, temu gostincu je rekel, da on bo šel in on je pač poklical, da mogoče se bo pojavil dole. Ne. Pa ste že malo čakali, no? Ja, lahko da rečem, ampak to je bilo bolj za hecko zares. No, kakorkoli, takrat je prišel in on je vztrajal, da mi njemu napolnimo v eno 3-litrsko steklenico to Rebulo in da bo on to imel za rojstni dan. Ne. In pač tiskrat smo se z njim tisto do popoldne in potem on mislil sicer, da bo šel domov, pa ni šel. Tisti dan je prespal v Brdih.
No in tako se je začelo. Potem smo mi res to rebulo napolnili. Čakaj, dali ste mu pol rebula v 3-litrsko steklenico. Ja, ne, ampak že tisti dan smo se zmenili, da poleg tega bo pa on tudi naredil eno blagovno znamko v normalni steklenici. To smo se že tisti dan dogovorili. No. In tako je začela ta zgodba. Zdaj traja že, po mojem, 7-8 let. Zdaj ima že 15 vrst etiket. Bravo. Ne, jaz moram reči, da mogoče do predlani, seveda smo naredili nekaj prometa, kakorkoli, tudi uporabili smo ga za imidž, za projekte, za neko potrditev, da delamo v pravi smeri, ne. Ampak da bi rekel, da je to bila nek res močen posel, ne bil. Ne. Zdaj, za nekaterega mogoče bi rekel, da ja, ne, ampak če gledam skupaj turnover, je to bilo bolj imidž projekt, ampak moram reči, da 2 leti nazaj se pa je zgodila ena sprememba, preko on je pripeljal enega res dobrega distributerja za Nemčijo, ne, in zdaj se to vino kar dobro trži po Nemčiji in je, lahko rečem, en dober kanal tudi za prodajo višjega cenovnega razreda vin. In tudi on je najbolj poznan, verjetno v Nemčiji, ne? Ja, no, to je zanimivo. Seveda je Schumacher tisto, kar vleče, ne? Ampak ko sem vprašal tega distributerja, v čem je fora, ne? Ker mi z Nemčijo, moram reči, da prej smo poskusili večkrat. Prišli do distributerja, prišli na police, ampak s polic dol ni šlo. Ne, to je ta zgodba, vinska destinacija, slovenska vinska destinacija, zamislite se enega Nemca, zakaj bi kupil slovensko vino, ne? Pa zdaj, da grem naprej, ko sem poprašal tega, v čem je fora, je rekel, ja, v Nemčiji je 5 primkov, ki še zmeraj nekaj veljajo in eden od teh 5 je tudi Schumacher. Ne, in ja, ne. Moram reči, da je pa to kakorkoli je Nemc, ne. Po drugi strani je pa prijeten človek, zahteva pedantnost, tisto, kar se dogovoriš, je za njega 100%, mora biti 100%, ne. Nikoli se ne pogaja za ceno, edino, kar reče, da za to ceno, ki se jo pač dogovorimo, hoče to kvaliteto, ki jo je izbral. On je tudi lastnik enega šatoja v Franciji, pa nikoli se ne gre te zgodbo z njimi, ker pravi, da zakaj bi šel, ker dobi pri nas bistveno boljše za tisto, kar si zaželi. Servis in vse drugo, no. Tako da... Oprosti, lahko sam to, to se mi zdi pomembno, kar si zdaj izpostavil, in ker tudi verjamem, da s tem si tudi prej začel, ne? Ker si rekel, zakaj so vam ljudje zaupali, zakaj ste naredili tak uspeh, je ta iskrenost in to, kar si zdaj rekel, kar se dogovorite, držite, in to verjamem, da je potem lahko tudi en pomemben del vaše zgodbe uspehu. Sej, to sem hotel zdaj tudi poudariti, tudi na tem primeru. Zgodba je ta, da tisto, kar obljubimo, da naredimo, tudi naredimo. In nekako, če se nekaj dogovoriš, pa tudi, če ni pogodbe, ne, potem poskušaš to na vseh trgih peljati enako zgodbo. Ne. Zdaj bo mogoče ravno pri Schumacherju eno tudi malo negativno zgodbo, ki pa sicer je samo delno z vinom, ne. Pri vinu nikoli ni imel nobenega pripombe. Zmeraj tisto smo se dogovorili, je bilo vse BP, točno nikoli v 8 letih, da bi imel eno pripombo. Vmes pač smo se tudi dogovorili določene reklamni material, da bomo naredili, in je bila tudi ideja, naredimo kozarce z njegovim logotipom, on je tak S logotip, in je prihajal v Slovenijo, on prije 2-3 na leto v klet, zdaj pred poroko prije tudi večkrat, no, in smo se zmenili, da naredimo kozarce za njega, z njegovim logotipom. In je na vsak način hotel imeti, da pride, on je pa tak, ne, pokliče zjutraj, popoldne v kleti. Ne, to ima to navado, ne, in ja, sicer tle poklical 2 dni prej in rekel, ja, bi rad videl te kozarce. Pa sem rekel, ne, bi rad videl. In potem smo mi res te kozarce dali gravirati, ampak ročno. Pač kozarce smo imeli, gravirali jih nismo, ne, ker to rabiš nek proces čas, in smo res, ne vem, 20 kozarcev ali 18 kozarcev gravirali in smo šli na večerjo. In tam smo se mi hoteli pohvaliti, ne, kako smo mi uspeli v 2 dneh tu gravirati, ne, pokažemo te kozarce, in že, ko mu je sodelavec nosil ta kozarc, je že mi v glavo. Ne. In prime kozarce je rekel, ja, to ne velja. Čakaj, ne velja, potrudil sem se v 2 dneh, mi naredimo, je rekel, a vidiš, da
znak visi. On je že nedaleč in smo šli potem meriti s kalibrom, ne, in smo res ugotovili, da 1 milimeter je visel. In on je to videl. In on je to videl, ne. To je neverjetna natančnost. In to se vidi, ne, mogoče to izhaja iz Formule 1, ker tam so res milimetri. Milimeter reč ven, pomembni in on je to videl. In to je ta njegova perfekcija, no. Ker je perfekcionist in hoče imeti vse po predalčku, in res ta zgodba z njim je fascinantna in moram reči, da se tudi mi z njim učimo, ne? Ker z njim postajamo tudi mogoče boljši, ne? Ker nas prisili, da smo res tisto, kar rečemo, kar obljubimo, tudi naredimo, ne? In ta nemška pedantnost je potrebna tudi v vinu. No? Čeprav je vino romantika, ne? Ampak tudi brez pedantnosti tudi romantike ni. Bravo. In to je fajn, ne, da rečeva, ne, vsem, ki ne danes poslušajo, ne, kar ste obljubljeni, naredite in dajte biti pedanti, natančni, ker tudi tukaj se dobijo potem boljši rezultati. Ne. Sigurno. Ne. Debaguer. Ja, to je spet, prej sem povedal že zgodbo A+, ne, ki je pač in potem, to je bilo naše, recimo, bom rekel, ta najbolj prestižno vino. Potem se je pa zgodilo en dan popoldne, ko je en gospod iz Italije prišel na grad Dobrovo in je kustos Herko, ki je zdaj sicer v pokoju, ga je srečal na tem grajskem dvorišču in sta se začela pogovarjati in ta gospod pove, da je pa on prav vnuk Debaguerja, tega grofa Debaguer. Potem beseda je dala besedo in ga je ta Herko ga je pripeljal k nam in smo se z njim začeli pogovarjati, pa on je razložil, kako je to, pa je rekel, da zdaj se mu hčer ženi, ne. Pa smo mi rekli, dobro, če se hčer ženi, ni bilo dobro, da bi se poročila tukaj, na gradu Dobrovo, ne. In pogleda tako je rekel, pa to ni slaba ideja, ne. In je rekel, smo rekli, dobro, če se bo pa tukaj poročila, ne, bomo mi naredili za poroko eno rdečo pa eno belo vino. In beseda je dala besedo in res, to se je zgodilo, že hčerka se je res poročila na gradu Dobrovom, mi smo res naredili eno belo in rdečo vino, se pravi, tiskrat še nismo imenovali Debaguer, ne, zdaj je to Debaguer beli, Debaguer rdeči, Debaguer beli sestava Chardonneja Sauvignona, Debaguer rdeč je tukaj sestava Merlota Cabernet Franca in on je bil tako fasciniran, da ni vedel, kako bi se nam oddolžil za to. In tiskrat smo bili ravno v fazi, da bi mi naredili novo klet v tem grajski kleti, no, da bi jo obnovili in tako naprej. In je čez par dni po poroki prišel in je rekel, da oni kot familija so nam pripravljeni izročiti, podariti, da lahko uporabljamo njihovo ime Debaguer, plus tega, da nam dajo dovoljenje uporabljati njihovega družinskega grba. Wow. Ker pač oni so grofovski, ne, in vsak grof, to je španski, to so izhajajo iz Španije, ne, in da nam dajo pravico uporabljati njihovega grba. In če pogledate zdaj našo blagovno znamko Debaguer in ta grb je v bistvu to njihov znak teh grofov Debaguer. Če bi kdo hotel to vino poskusiti, se tudi ne dobi verjetno v trgovini, ne? Kot sem prej omenil, v specializiranih trgovinah ali pa pri vas. Ali pa pri nas v trgovinah. Tako da to je bila ta zgodba in potem smo mi to naredili Debaguer bel rdeč, potem smo kasneje priključili še A+, tej zgodbi Debaguerju, ne? In zdaj na zadnje smo pa priključili zgodbi Debaguerju še 2 singla vinjard, to je single vinjard Rebula pa Merlot in ravno kar zdaj je še single vinjard Sauvignon Vert. Tako da zdaj ta skupina vin pod blagovno znamko Debaguer, ločeno, ki zori v kleti Debaguer in nekako to predstavlja višek kvalitete ali pa bom rekel sinonima Brd. Pa mogoče, če sem bil prej do enologov malo tako, da morajo delati vino za tržišče, ne, in po okusu potrošnika, ne, imajo v kleti Debaguer proste roke in tukaj pa lahko izrazijo svoje znanje, vse, kar mislijo oni,
da je pri vinu najboljše. Ne? In mislim, da so zelo uspešni, ker tudi James Suckling, to je zdaj v bistvu en najbolj poznanih kritikov vinski, ne, je za single Rebulo dal 94 točk, Wow. ne, pa tudi za A+ je dal 93 točk. Tako da smo tudi bili potem z njegove strani povabljeni, ker on organizira te Suckling evente in povabi 300 najboljših kleti iz celega sveta in moraš imeti ocenjena vina na 92 točk, da si lahko povabljen na te dogodke. In zdaj že 2 leti sodelujemo na teh dogodkih širom po svetu. No. Zdaj, ta zadnje smo bili na 3 dogodkih v Ameriki, v New Yorku, Miamiju in San Franciscu. Bili smo tudi v Londonu. Tako da ja, zdaj smo lahko rečem, da smo člani 300 najboljših kleti na svetu. Bravo, čudovito. Po njegovi oceni. No. Ja. Vem, da ste tudi izjemno družbeno odgovorni. Skupaj z medobčinskim društvom slepih slabovidnih, ki ga tudi vodi naš tečajnik Igor Miljavec in zavodom iz Kriva, ste tukaj aktivni, ker želite tudi slepim in slabovidnim dati neko posebno izkušnjo. Ne? In nasplošno me zanima vaša družbena odgovornost, zakaj to sploh počnete? V bistvu mi že kot klet, že kot zadruga smo vpeti v socialno okolje, ne? In predstavljamo neko socialno, lahko rečem socialno podjetništvo. Zdaj, če grem na to stran, ne? In nekako smo vpeti z delovanjem ljudi, poskušamo biti odgovorni, ne nazadnje do naših lastnikov kot vinogradnikov, ne? Ko je tisto bistvo vsega. Na drugi strani, prej je bilo omenjeno alkohol, ne? Jaz smatram, da vino ni, čeprav je alkohol, ampak ob zmernem pitju. Imamo tudi kampanjo ob kozarcu vina, kozarec vode, to je z našo smučarko Ano Bucik, smo to kampanjo peljali, ne? Jo še zmeraj tudi peljemo, ne? Tako da smo tudi odgovorni do pitja alkohola, ne? Do druge strani pa tudi do socialno ranljivih skupin, ne? Kakorkoli poskušamo biti nekako partner tem skupinam, ne? Imamo tudi Lions Club Dobrovo, ki deluje v naših prostorih in tudi organiziramo večkrat za okolico kakšne dogodke. Na ta način pa tudi z društvom slabovidnih imamo sodelovanje. Ne nazadnje bomo ravnokar smo v pripravi prvo etiketo na vino Krasno, kjer bo omogočeno Braillova pisava, da bo prebrali, kaj se nahaja v tem vinu, ne? In poskušamo biti tudi dobrodelni, recimo zdaj za kolesarski maraton, ki bo prvi vikend v juniju, damo en del od štartnine tudi za slabovidne. Bravo. Tako da ja. 2 dogodka imate junija, dajmo jih napovedati, da jih lahko ljudje obiščejo. Ja. Prvi dogodek je sigurno maraton junakov vinogradov, letos je 30. obletnica. Odlično. To je v naši organizaciji, to je kolesarski maraton. Začne izpred naše trgovine na Tržaški 134 v Ljubljani in cilj je v Kleti Brda. Lahko imajo električno kolo? Tudi, ni važno. Važno je sodelovati in zmagati. Okay. Tako da ja, to je letos 30. zapovrstjo. No, ni 30. Enkrat vmes ni bil, ker je bil COVID, tako da če ne bi bil že 31. Okay. Tako da ja, to je to. In drugo je pa naslednji vikend, to je 13., 14., to je pa dan odprtih kleti, ko pač dosti kleti v Brdih odpre svoja vrata in lahko ljudje pridejo, spoznajo vina, pokušajo, vidijo različna. Ni važna količina, važno je, da probaš različne sorte, različne blagovne znamke, ne, in potem se spoznaš tudi, kaj se v Brdih proizvede. Tako da ja, to sta 2 dogodka. In ja, ne pozabim tudi praznik češenj. Naš maraton je tudi v sklopu praznika češenj. Maraton je v soboto, praznik češenj je potem povorka in na to temo tudi v nedeljo. Tako da je cel vikend polhen, ja, in posvečen Brdam. Ne.
Čudovito. A dava še nasvet za podjetnike? Ta vaša zgodba o uspehu je res navdihujoča. Kaj je tvoj nasvet vsem slovenskim podjetnikom? Kaj se lahko vsi naučimo od vas? Kaj bi rekel? Ja, jaz mislim, da če je volja in trma, se da uspeti. Seveda moraš imeti kanček sreče, seveda tudi znanja, ampak jaz mislim, da Slovenija je dežela, ki ti omogoča, da če imaš svoje sanje, da jih tudi uresničiš. In sej, če pogledamo, koliko različnih uspehov na različnih nivojih ali pa smereh ima Slovenija, če pogledamo samo športnike. Skoraj ga ni športnika, kjer ne bi imeli v top 3. Če pogledamo, danes sem sedel z mojim sošolcem iz srednje šole, pa mi je rekel, da gre na novinarsko konferenco, kjer ima sina, kjer je sodeloval v tej ekipi, ki je v Ameriki zmagala, ko so lansirali tega drona zdaj v Ameriki. Izmed 98 fakultet iz celega sveta, pa mislimo, kakšne fakultete od Yela, pa angleških fakultet, poznamo, pa je zmagala Slovenija, strojna fakulteta v Ljubljani. Tako da, pa pogledajmo gospodarstvenike, take in drugačne podjetja. Tako da se imamo s čim hvaliti, na vseh področjih. In če se zdaj vrnem na vino, seveda smo začeli malo kasneje, kot so druge vinske destinacije, ampak jaz mislim, da v roku 200 letih bomo dosegli. 200 let, ja. Mislim, zdaj, kako se vidiš ti v prihodnosti? Ja, jaz mislim, da glede na to, da bo drugo leto 30 let, odkar sem v kleti Brda, verjetno se vidim tukaj, dobro, nikoli ne reci nikoli, ker ne nazadnje izzivov ne zmanjka nikoli, ampak glede na to, da smo tukaj, jaz lahko rečem, naredili eno lepo zgodbo, ki pa še ni končana, tako sem rekel, mogoče bi pa skrajšali teh 200 let na 5 ali pa 10. Da smo malo, da pohitrimo ta način približevanja. Mislim, jaz sem ponosen, da imamo take zgodbe o uspehu. Mislim, da smo se danes ogromno naučili. Jaz bi čestital tebi, seveda Silvanu, Istoku, Tjaši in seveda celotni skupini ozadej lastnikov, ki so se menjevali. Ne vem, če bi še koga posebej izpostavljal, da jih pohvalimo, da se zahvalimo. Ne, jaz bi rekel, da moram to poudariti, da brez sodelavcev nikakor se to ne da nič narediti. In moram povedati, da vsi, ki so zaposleni v kleti Brda, od prvega do zadnjega, vlagajo svoj maksimum v podjetje, in mogoče še več kot 100%. In mislim, da je tudi to, in vsak, ki pride delati v klet Brda, mislim, da pride s srcem, entuziazmom, in da pripomore in da več kot 100%. In zato mislim tudi, da smo prišli do te točke, kjer smo danes, in tako da sigurno bi se zahvalil vsakemu posamezniku, ki je zaposlen v kleti Brda, in tudi mislim, da je vsak, ki je zaposlen, je ponosen, da je zaposlen v kleti Brda. Koliko vas je zdaj? Nekaj več kot 100, 102 ali 103. Bravo. Čestitam. Pred koncem je kakšno vprašanje, ki bi bilo fajn, da te vprašam? Ker te nisem vprašal. To je težko vprašanje. Mislim, ker v bistvu sva predelala vse. No, mogoče ena stvar je, mogoče eno stvar, ki smo jo sva se jo dotaknila, ampak nisva pa prav dosti razpredala od njej, to je poznanost regije. Omenil si, da je Brda prepoznavna, in tako naprej, ampak jaz bom rekel, da regija mora biti prepoznana ne samo kot regija, ampak po neki stvari. V našem primeru jaz bi rekel, da Brda mora biti prepoznana po rebuli. In mogoče to premalo poudarjamo, da je rebula tista sorta, ki je ogledalo Brd, ki
prezentira brda in ker samo z rebulo bomo lahko potem še več uspeli tudi v tujini. Bravo. Ker potrošnik ne nazadnje išče neko drugačnost in z rebulo lahko mi ponudimo recimo tujcem neko drugačnost. Ne moreš, res je, da sem že sledil tudi kalifornijsko rebulo, kar ni tako slabo, če drugi nas posnemajo, ampak ja, nekaj, kar se mi razlikujemo od drugih, in to je sigurno, v našem primeru je to sorta rebula. In zdaj vsem, ki naj jo gledajo, poslušajo, če boste naredili danes ribe, ali pa če boste koga povabili na ribe, vzemite Quercus rebula. Ali pa imate možnost Quercus rebulo, krasno rebulo, ali pa Bagueri rebulo, ali pa Single Vineyard de Baguer rebulo. Wow. Čakaj, ta Single Vineyard, to je nekaj strašno posebno. Cena je tega že koliko? 72 evrov. 72 evrov. Ja, zakaj je to? No, tu mogoče nisem izpostavil. Ja, kaj je posebno? To je Single Vineyard pomeni to, da je samo iz tega vinograda. Grozdje samo iz tega vinograda. In to je omejeno število steklenic, zdaj res na pamet, mislim, da jih je bilo 1700 in neki, in to je samo enkratna proizvodnja. Ni nujno, da je vsak letnik. Lahko se spusti, lahko je vsak, odvisno, ker tam proizvodnja grozdja je brezkompromisna. Približno na eno trto je manj kot kilo grozdja. To je koliko grozdov? 5-6? Ja, recimo. Aha. Odvisno zdaj pri rebuli, če so veliki grozdje, je lahko malo manj, pri mrlotu malo več, odvisno. No. Ampak ja, to je, lahko rečeš, steklenica po trti. In to je res tisto, kar, jaz bom rekel, briška zemlja da, briška roka da in Bog. Odlično. Čekaj, nisem več rekel še o tem, pa sem tako vprašal, sem si imel pripravljeno. Zakaj rečejo, da je v vinu resnica? Ne vem, jaz bom povedal, zakaj jaz mislim, da je resnica. Zakaj ti misliš? Zakaj? Zato, ker ponavadi vino piješ s prijatelji, in med prijatelji ponavadi ni laži, so večinoma resnice, In si deliš s prijatelji tisto, kar je tebi všeč. Prijatelju ne boš lagal, če je ta pravi prijatelj. Je večinoma se tam, ne večinoma, je 100% resnica in zato jaz mislim, da je v vinu resnica. Prav, zelo lepo. Mislim, to, kar si rekel, res globoka misel. Ne vem, če prav, da zaključim z neko drugoma. Se mi zdi škoda, da ne tega omenimo, kot vinar in tudi kot, verjetno ti si sommelier, predvidevam. Tudi, ja. Imaš dosti teh vin za pokušati, se moraš potem kdaj odreči in tudi izpljuniti, ker če bi vse hotel pokušati, verjetno bi to lahko... Zdaj sicer ne vem, če to zapovedati na temu, ampak zakaj pa ne, ker to je mogoče tudi ena izkušnja, ki jo bo kdo drugi, Jaz sem prišel relativno mlad, delati v to zgodbo, In dve anekdoti so tukaj, Prvo je bilo vprašanje, kako da sem šel iz banke v vinarstvo, Sem rekel, zelo enostavno, Prej sem so plačal porabo za vino, Zdaj pa imam vino za ston, pa me ostane plača, Ampak to je ena zgodba. Druga zgodba je pa ta, da prve pol leta, ko sem prišel, dejansko je bil vsak dan preveč. Ampak to ne, da bi hotel, ampak v vinu, če se ne znaš, če nimaš samodisciplino, je toliko priložnosti, možnosti, da te zapelje, zanese. In po pol leta, to se zdaj spomnim, sem rekel, zdaj pa tako, ali bom jaz se discipliniral, ali pa verjetno ne bom več v službi, v taki službi. In sem še zmeraj 30 let po tistem dogodku tukaj. Porabiš zdaj tudi vršt spluniti. Definitivno. Mi imamo degustacije, ki probamo 50 vzorcev. Zdaj zamislite si, da bi probal malo teh 50 vzorcev, je to pol litra vina takoj. Ne, seveda, naučiti se moraš. Naučiti se degustirati,
pa bom rekel 50 je že neka normala, prije kdaj tudi več kot 50 vzorcev. Ne? In vinarstvo, vinogradništvo, kletarstvo, to je poklic. Ki zahteva neko disciplino in samodisciplino. In to je poklic, tako kot kak drug poklic. Ne? In če nisi tukaj, pač, da se ne zavedaš, da je to tvoj poklic, da ga opravljaš, marsikdo, zdaj sicer grem na eno drugo stvar, vpraša, koliko imate vi alkoholizma v podjetju. Moram reči, da niti enega. Tako da, če vzameš to kot poklic, kot veselje, kot tisto, kar rad opravljaš, je potem to, je to kot vsaka druga stvar. In moče izkoristim to priložnost, da še enkrat ponoviva to, kar sem na začetku rekla. Vse, ki imate izzive z alkoholom in ste se odločili, da abstinirate, ostanite pri temu. Nič. Absolutno. In je ostale vse spoštljivo. Dajte, vino je predragoceno, da ne bi z njim spoštljivo ravnali ob hrani in s tem, da omejite količino. Absolutno. Jaz pravim, da jaz smatram vino res kot hrano. In se tudi ne nazadnje, verjetno več kot pol vina se spije ob hrani. Imamo veselice, ker se nekako, ampak jaz mislim, da če pogledamo generalno, svetovno, je večinoma vina spito ob hrani. In tukaj ni nič narobe, ker je pač to dopolnjevanje vsega in ne nazadnje tudi kažejo raziskave določene, da ima vino določene snovi, ki tudi delujejo pozitivno na človeško telo. Bravo. Seveda, kar je preveč, je pa preveč. Tako. Zadnji stavek, zadnja misel, kaj bi bilo? Vina je ogromno na svetu, vsak pa zbere tisto, kar njemu paša. In če bi jaz rekel, kaj izberete iz kleti Goriška Brda, je to sigurno Rebula. Andrej, hvala lepa. Hvala tudi tebi. V primeru, da vam je vsebina tega podcasta všeč, vas vabim, da se brezplačno naročite na naš YouTube kanal, komentirajte, všečkajte in tudi delite te vsebine z ljudmi, ki jim lahko te vsebine oziroma ta vsebina koristi.